Začela bom z avtorsko pesmijo, angleška verzija, ljubezenska, kaj pa drugače. Nosi pa naslov My Dear. Lahko pa zaploskate, prosim lepo. I can feel you, my true love. I can smell your hair. Can you come near? I love you, my sweet dear. I love you, my true love. Are you already here? I need you, my love. Whisper your name every day. Can I breathe again? I wanna dance with you, darling mine. Wanna step into the future with you. Do you want to do that too? I care for you. Jaz sem kar malo zakuhala, pa vi, ne še čisto, mogoče pa bomo v naslednji uri, ker bomo danes, drage dame in gospodje, obiskovalke in obiskovalci, predstavili znanega, lahko že rečem kar znanega talenta. Vesela sem, da je doma iz Bele krajine, ker od tam prihajam tudi sama. Za tiste, ki ste tukaj prvič, moje ime je Erika Kralj in skupaj z lastnico Jasmino Tekavči smo se dogovorili, da bomo vsak četrtek od zdaj naprej tukaj v pubu pri Mostu pripravljali tako imenovane četrtkove večere, ki so namenjene pogovoru z različnimi gosti, predvsem takimi aktualnimi, kot je današnji gost. Jaz bi prosila, da vsi skupaj lepo pozdravimo z aplavzom mladega Jerneja Kozana, ki prihaja iz Črnomlja, okolice Črnomlja. Zdaj vem, da so oba dva iz Bele krajine, ampak še zdaj ne vem, ali si Kozan ali si Kozan, kako ti rečejo ponovadi. V bistvu sem Kozan. Po naše, ne? Tako mi imamo radi, take široke oje in eje. Da, tako. Mislim, da se bomo vidno precej razumela ta večer. Jernej, najprej lep pozdrav tebi in hvala, ker si se odzval današnjemu vabilu, poleg vseh nastopov, ki jih verjetno že imaš, odkar si nastopil na šovu Slovenija ima talent, o tem bova malo kasneje. Kako kaj dihaš te dni? Ja, je kar tesno. Imam vseeno tudi treninge, pa priče tudi za nastope. Moram se iti še doma trenirati za te moje nastope, pa še delo preko študenta imam dopoldne. Polno zaposlen, ne? Jernej je sicer nastopil na šovu Slovenija ima talent, je plesalec in zelo dobro si se izkazal, uvrstil si se v finale celo, ne? Je. Kdaj si pa ti začel pravzaprav s plesom? Jaz sem malo slišala in prebrala o tebi, o tem, da se je začelo v bistvu pred 4 leti? Ali si plesal že od malega? Ne, pred 5 leti sem začel trenirati hip-hop v plesnem studiu Novo mesto in takrat sem v bistvu sem bil na začetku še to jesen, se temu reče, ne. Je še sam trener rekel, da iz mene ne bo nič, si je mislil, da res, kaj delam tam, ne. Ta trener pa ni vedel, kaj govori, ne? Po 2 letih samega hip-hopa, če sem debelo gledal, ne, kaj se stalo dogaja. Kak sem se izboljšal, napredoval. Nisi verjel trenerju, ne, verjetno? Dejansko on meni ni rekel tega, da ne bo nič iz mene, ampak mi je rekel to po 2 letih, da si on to mislil. Dobro, da nisi vedel takoj na začetku, ne bi ustrajal. Sicer rad ustrajaš, si tak človek, ki ustraja, ko se nekaj zadaš. Sigurno, do kraja. Star si 21 let, pred tabo je še pot. Ja, ampak si sigurno, da nisi že od malega kazal plesnega talenta? Mama bi sigurno kaj povedala, ne? Si kaj skakal, ne? Imel sem
velikrat ni tako ni bilo nič plesnega za trenirati, ni nič, pa treniral sem nekaj časa jiu-jitsu, pa nogomet, pa to je bilo tudi vse, kaj sem pa rad sem risal, ne, pa dejansko ples me sploh ni zanimal. In pred 6 leti je začela moja sestra trenirati v plesnem studiu Novo mesto, oziroma je v Črnobi, ne, sem je isto pod istem imenu. Pa je takrat je bil tudi prvič, ne, pa je ona začela in potem meni skozi domov prišla, začela, kaj smo se naučili, bom te naučila, pa dej še ti začni. Jaz sem pa samo, dej prosim, dej goj stravič. To ni zame, ne? Ni šla, jaz naučil kartata nekaj, pa boš videla, kako je. Ne, jaz sem plesala. Si malo si bil sramežljiv, ampak te je uspela prepričati, ne? Ja, po drugo leto sem pa ne znam, nekaj me je navdušilo in sem sam začel. Ona je pa pol nehal, tako ona 2 leta sem treniral. Si ti prevzel vajeti. Je bil en klik, ne? To je tako kot pri prvi ljubezni, verjetno, ko se zaljubiš, ne? En klik se mora narediti. Traja, ampak klikne. In tebi je precej kliknilo, ne? Torej, zdaj si že kar nekaj časa na tej poti. Povedal si, da imaš sestro, vem pa, da imaš tudi brata, ki se ga jaz spomnim potem, da je dober športnik. On je sicer tekel maraton. Gorski maraton, na dolge proge. In je dosegal kar lepe rezultate, ne? Vem, da ga Belokranjci zelo dobro poznamo, Boštjan. Torej, ti si se pa odločil za ples, zanimivo, ne? Ker fanti ponavadi, kot si že sam rekel, ali igrajo fuzbal, ali košarko, ali pač kak tak podoben šport, ampak ti si se odločil za ples. Katera je tvoja najboljša plesna zvrst, recimo? Oziroma, kaj najrajši? Meni je tole, kaj se sam učil, to je pač za meni, pač sem pogledal, da to je ni hip-hop, pač ni skoreografirano, ampak si gibe sprot izmišljujem na muziko, ne, pač dejansko moraš čutiti muziko. In če koreografijo, oziroma pri hip-hopu, pa pač trener da koreografijo in ti se moraš naučiti. Pri meni je pa problem, ko se moraš to naučiti, pa mi ne tako slavo, ne pride, te korake v to, pa mi dejansko ne ta zvrst, da ste boljše. Da izhajaš iz sebe, ne? Iz svojega talenta daš vse od sebe. Koreografija, ki jo, oziroma, kje se učiš, kako se učiš? Pride navdih čez tebe, kako prihajajo novi plesni koraki? Ja, to je pač tudi ne, kako čutiš muziko, oziroma te osnovne korake, vse sem se naučil preko YouTube-a, doma, ne. In potem sem pa tudi še srečal enega, ki sta v paru bila v tem plesu na svetovnem parku, prva, druga, tretja. In mi je tudi enkrat sem prišel do njega, pa mi je sam smeril, me je še pravo smer, pa sem sam doma spremil. Verjetno rabiš take mentore na nek način, ne? Kaj pa vzorniki? Imaš kakšne vzornike, plesne vzornike? Imam en svetovno znan plesalc, Fiction, ki imenuje. Je pač moj, mislim. Pač on mi je dobil tako začel plesati. Da bi vsaj enkrat v življenju, da bi to dobro.
It's hard for the trip though, isn't it? I fall apart with all my heart. You can watch from the window. Everything with you is so easy. Taking breaths, counting stars, feeling loved all the time.